Spremljamo izredne novice, grozljiv primer nasilja strani očeta, ki so ga nekoč opisovali kot enega najvplivnejših mož v Virginiji. Vsekakor gre za zelo izpostavljeno družino. Mislim, da lahko to brez dvoma rečemo. Justin Fairfax je bil politično vzhajajoča zvezda, že preden je postal namestnik guvernerja, medtem ko je opravljal to funkcijo in celo potem. Ne samo v severni Virginiji, ampak v celotni Virginiji. Justin Fairfax je bil nekoč namestnik guvernerja zvezne države Virginija, mož in oče. Zdaj pa sta on in njegova žena mrtva. Koliko razumem, v tej zgodnji fazi je nekdanji namestnik guvernerja Fairfax nedavno vročil nekaj dokumentov povezanih z bližajočim se sodnim postopkom. Spremljate oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Justin Fairfax je bil nekoč veljal za vzhajajočo zvezdo v svetu politike. Bil je mož, bil je oče. In če vemo, kdo je bil, je to, kar se je zgodilo čez noč, toliko težje razumeti. In vas bom opozoril, ko bomo šli skozi to, da so tu nekateri težke podrobnosti, težki zvočni posnetki, ki jih boste slišali. Klicatelj pravi, da je njegov oče morda zabodel njegovo mamo in da ona leži na tleh ter krvavi, ker drži njeno majico. Pred minuto je bil prestrašen, ne vem, kje je zdaj njegov oče. To je klic, ki so ga dispečeri posredovali organom pregona po klicu na 911 v Fairfaxu v Virginiji, tik zunaj Washingtona DC, malo po polnoči, ko so oblasti posredovale v hiši na ulici Guinevere Drive. Zdi se, da se je umor zgodil v kleti. Opisali so mi jo kot nedokončano klet v hiši. Čeprav je bil začetni klic na 911 prijavljen kot napad z nožem, oblasti pravijo, da je bila v tem primeru uporabljeno strelno orožje. V klicu na interventno številko so policisti v kleti našli Sereno Fairfax, ženo Justina Fairfaxa od leta 2006 in mater njegovih otrok, in bila je mrtva. Takrat ni bilo jasno, kam je odšel nekdanji namestnik guvernerja. Hiše še nisem preiskal, ampak imam njunega sina spodaj pri sebi. Če poznaš Toma, naj preišče hišo. Možov avto je še vedno na dovozu. Zdaj se zdi, da je policija preiskala območje okoli doma družine Fairfax v iskanju nekdanjega politika. Ni jasno, ali so vedeli, kdo je bil on v tistem trenutku, potem ko so našli njegovo ženo mrtvo v kleti. Gre za 45-letnika nezavestnega, ki ne diha. Iščemo temnopoltega moškega, visokega 155 cm obritega. Približno 15 minut po prvem klicu so oblasti našle Justina Fairfaxa mrtvega v spalnici. 431 Alfa, imamo še eno osebo, ki leži v spalnici zgoraj. Seveda, 7023. Mislim, da je to naš osumljenec. Ima orožje pri sebi, samo poškodba z strelnim orožjem v glavo. Justin je ustrelil in ubil svojo ženo. Očitno je stekel po stopnicah v hiši v glavno spalnico in se ustrelil ter ubil sam sebe. Policija pravi, da je nekdanji namestnik guvernerja ubil svojo ženo, doktorico Sereno Fairfax, ki je zobozdravnica. Spoznala sta se kot študenta na univerzi Duke. Poročena sta bila od leta 2006 skoraj 20 let. Imata 2 najstniška otroka in njun sin je bil tisti, ki je poklical 911. Zgodba kot je ta nikoli ne bo imela smisla, ne glede na to, kdo je vpleten, vendar policija pravi, da sta bila Fairfaxova v postopku ločitve in da je bila ta precej zapletena. Koliko razumem, v tej zgodnji fazi so nekdanjemu namestniku guvernerja Fairfaxu pred kratkim vročili nekaj dokumentov v zvezi s prihajajočim sodnim postopkom, kar je očitno privedlo do včerajšnjega dogodka. Oba njuna otroka, najstnika, fantje starejši od dekleta, sta bila v hiši, ko se je to zgodilo. To so grozne novice za družino. Nedvomno travmatičen dogodek, ki sta ga morala otroka doživeti. Vemo pa, da se je vse skupaj nekako kulminiralo sinoči. Sodni dokumenti kažejo, da je bila Serena tista, ki je julija lani vložila zahtevo za ločitev. Trdila je, da sta se razšla junija 2024, vendar sta še vedno živela skupaj v istem domu. Imela sta ločeni spalnici, a sta bila pod isto streho. Dokument prav tako navaja, da sta Fairfaxova imela pozakonski sporazum in zdi se, da sta se o tem prepirala na sodišču potem, ko je Serena vložila zahtevo za ločitev. Nesoglasja sta imela glede tega, kako naj bi se ta pozakonski sporazum uporabil v njuni ločitvi. Imam odvetnika za ločitve, Randija Keserja, ki se mi bo pridružil tukaj v trenutku. In v Virginiji obstaja zanimiv zakon, ki se nanaša na ločitve in bi lahko vplival na to, kar se je zgodilo. Seveda je še vedno veliko stvari, ki jih ne vemo.
Dokument ne navaja razloga za ločitev Fairfaxovih, vendar policija pravi, da jih je Justin Fairfax poklical in naj bi januarja lažno obtožil svojo ženo napada. Januarja letos je gospod Fairfax poklical policijo in trdil, da ga je njegova žena napadla. Odzvali smo se na kraj dogodka. V hiši je nameščenih več kamer. Očitno je gospa Fairfax med postopkom ločitve v hiši namestila veliko kamer. Pregledali smo te kamere in potrdili, da domnevni napad se ni nikoli zgodil, zato nismo izvedli aretacije. Poročilo je bilo napisano, vendar se je izkazalo, da je bila obtožba, ki jo je gospod Fairfax podal januarja, da ga je gospa Fairfax napadla, neresnična. Policija pravi, da Fairfax v tej situaciji ni bil ovaden zaradi lažne prijave. Policija pravi, da so bile v hiši Fairfax nameščene kamere, ki jih je Serena postavila med postopkom ločitve. In te kamere, pravi policija, bodo uporabljene kot dokaz v tem primeru, saj pravijo, da so kamere snemali včeraj zvečer, ko so bili izstreljeni streli. Vem, da sta bila ločena, a sta še vedno živela skupaj. Vem, da so postopki za ločitev že v teku in da so sodne obravnave že razpisane ter bodo potekale v bližnji prihodnosti. Vem, da mu je bila pred kratkim vročena neka dokumentacija. Očitno je v teh papirjih pisalo, kdaj mora naslednjič na sodišče. To je morda bil povod. Več detektivi bodo ugotovili, kaj je pripeljalo do te tragedije tukaj. Spet mati je bila ustreljena in ubita, odvzeta svojim otrokom, nato pa si je vzel življenje. Justin Fairfax je bil podguverner v Virginiji v času demokratskega guvernerja Ralpha Northama med letoma 2018 in 2022. Fairfax je bil šele drugi Afroameričan, ki je bil kdajkoli izvoljen na državno funkcijo v Virginiji. Spor v njegovi karieri se je pojavil leta 2019, ko sta dve ženski obtožili Fairfaxa spolnega napada, za katerega pravita, da se je domnevno zgodil med letoma 2000 in 2004. Fairfax je te obtožbe zanikal in dejal, da naj bi se domnevni dogodki zgodili, preden se je poročil. Fairfax pravi, da so bili njegovi odnosi z ženskama sporazumni. Ena od njih je po poročanju CBS trdila, da jo je Fairfax spolno napadel na Demokratični nacionalni konvenciji leta 2004, druga pa ga je obtožila spolnega napada, ko sta bila študenta na Univerzi Duke, kjer je tudi spoznal svojo ženo. Fairfax je te obtožbe zanikal in dejal, da je opravil poligrafski test in ga uspešno prestal. Tudi leta 2019 je bil Fairfax zelo blizu temu, da postane guverner Virginije. Morda se spomnite, da je bil Ralph Northam v središču škandala, ko se je pojavila stara letopisna fotografija iz leta 1984, na kateri je bil s počrnjenim obrazom na zabavi, kjer je bil nekdo oblečen v kostum KKK. Letopis je bil iz časa, ko je bil na medicinski fakulteti. Veliko ljudi je pozivalo Northama k odstopu, vendar je ostal na položaju. Če bi odstopil, bi to najvišjo funkcijo prevzel Fairfax. Fairfax se je sam potegoval za guvernerja leta 2021, vendar je na demokratskih predizborih končal na 4. mestu in nato zapustil javno funkcijo. Ko je zapustil javno življenje, policija pravi, da je Fairfax začel zasebno odvetniško prakso. In ena od njegovih zadnjih objav na Facebooku iz leta 2024 omenja, da je zastopal 7 od 12 družin žrtev, ubitih v množičnem streljanju leta 2019 v občinski stavbi v Virginia Beachu. To je eno najbolj smrtonosnih streljanj na delovnem mestu v zgodovini ZDA. In ta objava je omenjala, da si je Justin želel več storitev za duševno zdravje za tiste, ki jih je streljanja prizadelo. Še ena opomba glede njegove ločitve. Dokumenti, ki jih imamo, kažejo, da je njegova žena najela odvetniško pisarno, da jo zastopa v postopku ločitve. Fairfax se je očitno zastopal sam. Zdaj se nam pridružuje odvetnik za družinsko pravo Randy Kessler, ki nam bo pomagal razjasniti nekatere podrobnosti, ki so morda v središču te zelo težke zgodbe. Hvala, ker ste si danes vzeli čas za nas. Veste, prebral sem ta dokument in zdi se, milo rečeno, da je šlo za zelo neurejeno ločitev med Fairfaxovima, ki je še vedno potekala. Kaj ste vi opazili, ko ste ga prebrali? No, veste, nisem videl celotnega dosjeja, ampak iz tistega, kar sem prebral, je šlo za zapleteno ločitev. In kar je bilo zapleteno pri tem, so bili deloma tudi zakoni, ki so prišli poštevke, ne? V Virginiji se zdi, da morate 1 leto živeti ločeno. Veliko zveznih držav ima pravila, ki pravijo, da ne verjamemo, da si res želite ločitve. Želimo se prepričati, da si res želite ločitve. Morate 1 leto živeti ločeno, preden vam bomo dovolili ločitev. In morda je bil namen dober. Večina zakonov ima dober namen. Veš, Kris, trenutno sem tukaj na srečanju oddelka za družinsko pravo ABA v Washingtonu, kjer govorimo o zakonih iz vseh različnih zveznih držav in jih primerjamo. In veliko ljudi se strinja, da ko poskušaš ljudi prisiliti, da ostanejo skupaj, v upanju, da bodo ostali poročeni, na koncu dobiš stvari, kot je ta. Ne? Sva odrasla človeka.
Če jaz in moja žena 4 leta delava na najnem zakonu in preprosto ne gre, zakaj bi mi država govorila, da morava uradno živeti ločeno 1 leto? Zakaj me držijo v tem limbu? In to se zdi delo problema. Ne vem, kaj ga je pognalo čez rob. Ne vem, kaj je povzročilo ločitev, umor. Ampak, veste, zadrževanje ljudi v slabi situaciji, v upanju, da bodo morda ostali poročeni, ker je zakon dobra stvar, kar običajno tudi je, se včasih izjalovi. In to je morda eden od teh žalostnih primerov. In po navedbah policije je Serena Fairfax pravkar izročila Justinu Fairfaxu sodne dokumente. Policija pa verjame, da je to morda zanetilo iskro, ki je privedla do tega groznega primera nasilja. Ker ko pogledam to, vidim, da živita v isti hiši, veste. In kot piše v dokumentu, mislim, da je ona prvič rekla, da si želi ločitve že davnega leta 2024. Tako da veste, imata ločene spalnice, a živita v istem domu. In zdi se, glede na to, kar izvemo, da je bil njun odnos zelo napet, milo rečeno. Kako je mogoče, da ljudje živijo pod isto streho, hkrati pa imajo pravne postopke, ki potekajo? Ja, sliši se noro. In gledajte, imam srečo, da imamo, če temu tako rečete, uspešno prakso na področju ločitev, kjer si večina naših strank lahko privošči drugo bivališče. Večina ljudi si tega ne more privoščiti. Te ljudje bi si to verjetno lahko privoščili. Ne vem, ali si lahko ali ne, ampak to ni nič nenavadnega. Pravzaprav je zelo pogosto, da vložiš zahtevo za ločitev in ne zapustiš hiše, ker nihče noče zapustiti hiše, kjer so otroci. Zapustil bom hišo, ampak potem zapuščam svoje otroke. A to bom zapustil hišo, ampak ponavadi moraš te stvari razčistiti. Kakšna bo starševska ureditev? Strašno je zapustiti hišo in nimati zagotovila, da boš imel dostop do svojih otrok ali svojih stvari. Zato ljudje velikokrat začnejo postopek. Veste, ko začnemo postopke za ločitev, pogosto svetujemo, da res zapustite hišo. Želimo, da je stranka stran od svojega zakonca, ker je to nevarna točka preobrata. Ko nekdo prejme ločitvene papirje, je to sporočilo, da vas je oseba, jo imate radi, za katero vam je mar in s katero ste želeli preživeti preostanek življenja, zavrnila. Kolikor lepo lahko to povemo, kolikor mirno in nevtralno lahko to razložimo, da bo to preprosta ločitev, brez zamer. Za našo stranko to preprosto ne bo šlo. Ni lepega načina, da rečeš, ne želim biti več poročen s tabo. To je preprosto najbolj žaljiv udarec v obraz. In včasih ljudje reagirajo ostro. Za večino ljudi je to zelo grozna čustvena situacija. Vsake toliko časa prideta 2 človeka do tega hkrati in je postopek bolj preprost, nikoli lahek, ampak bolj preprost. In zato molim, ko pridejo stranke k meni. Upam, da rečejo, jaz in moj zakonci so se oba strinjala, da ne bi smela biti skupaj, samo še ugotoviti morava, kako razdeliti premoženje in deliti skrb za otroke. To je moja sanjska stranka, ki pride k meni. Nažalost, jih ni veliko takih. In moramo počakati, da oba sprejmeta, da bo prišlo do ločitve. Torej, v tej ločitveni dokumentaciji govorijo o PNA. Predvidevam, da gre za predporočno pogodbo, predporočni sporazum, ki sta ga imela. V tem primeru... Pravzaprav, Kris, mislim, da se je temu reklo poporočna pogodba, ker sta bila že poročena. Prav, to ima smisel. V redu. Ja. Kaj je to? Torej, kako je bilo to? Mislim, v pravnem smislu. Govorili smo o tem čakalnem obdobju, kjer je v PNA pisalo, da jo bo on izplačal iz hiše in potem so bile še nekatere stvari povezane s plačili hipoteke, on pa se je temu upiral. In potem očitno januarja je on dejansko dobil ta del, tako se je zdelo. Lahko ti, kot nekdo, ki te dokumente ves čas pregleduje, jaz jih zagotovo ne, kaj pravzaprav tam berem? Torej, z pravnega vidika, z intelektualnega vidika je bilo to zelo zanimivo. Najprej, vsi vemo, kaj je predporočna pogodba. Pred poroko se odločaš, kako boš razdelil denar. Otroci se ne morejo naprej razdeliti, ker se stvari spreminjajo. Nekdo, ki je danes dober starš, morda jutri ne bo več. Ampak vnaprej se odločiš, kako boš razdelil denar. Poporočna pogodba naredi isto. Samo podpiše se po poroki, po sklenitvi zakonske zveze. Torej, lahko imaš poporočno pogodbo, podpisano dan po poroki, 10 let po poroki in ta določa, kako se razdeli premoženje. Kar je zame intelektualno zanimivo pri tej zadevi, je to, da moraš biti v Virginiji določen čas ločen, preden ti sodnik lahko odobri ločitev. In kar je sodnik ugotovil, je bilo, da sva se zaradi pogajanj o poporočni pogodbi, v kateri sta zapisala, da to podpisujeta, ker bosta poskušala rešiti zakon, a če jima ne uspe, bosta tako razdelila premoženje, odločila za takšen pristop.
Zato nista bila v veljavnem obdobju ločenosti. Tako je nekako obrnil poporočno pogodbo na glavo in rekel, da se še ne moreta ločiti, ker sta pokazala, da sta pripravljena poskusiti znova. To je bilo kar zanimivo. Mislim, da tega še nisem videl, še posebej zato, ker v Georgiji ni čakalnega obdobja. Če se želiš ločiti, se dogovoriš in se ločiš. No, ker mi je tudi pravni del zanimiv, saj gre za tisto intelektualno izmenjavo. Ampak potem je tu še policija, ki danes pravi, da je bil ta klic januarja, kar je bilo približno takrat, to je mesec, ko je sodišče odločilo o tej zadevi. Kjer je Justin Fairfax domnevno obtožil Sereno Fairfax, da ga je napadla, vendar je ona namestila kamere v hiši in policija si je to ogledala. Nobenega napada ni bilo. Pravijo, da je prag za dokazovanje, da je nekdo vložil lažno policijsko prijavo ali kaj podobnega, precej visok. Zato ni bil obtožen. Ampak je tako, kako potem sodni sistem to pogleda in reče, no, ja, imamo to čakalno obdobje, ki ga moramo nekako razjasniti. Ampak hkrati se je zdelo kot nevarna situacija. Vsaj na zunaj, ko se kaj takega dogaja, pa jim je še vedno dovoljeno živeti v tem. Mislim, lahko živiš kjerkoli želiš, ampak še vedno jim je dovoljeno živeti v istem domu. Zdi se mi, da se pojavljajo nekatera opozorilna znamenja glede tega, kako je to potekalo. Ja, in tisti ljudje, ki morda gledajo to oddajo ali ta prenos, z veseljem bi se pogovarjal z njimi, če bodo postari zakonodajalci ali bodo glasovali o določenih zakonih, ker vsi zakonodajalci mislijo, da pomaga, če ljudje čakajo na ločitev, dokler niso eno leto ločeni. V tej situaciji ste bila skupaj. Morda si ni mogla privoščiti, da bi se odselila. Ni, veste, ko lahko dobite hitro ločitev, hitrejšo ločitev, veste, koliko denarja boste imeli, da si lahko privoščite odselitev. Veste, koliko časa boste preživeli z otroki, to je bila očitno napeta situacija. Vsak, ki je proti svojemu zakoncu sprožil postopek, ga skrbi, da bi se to lahko nekega dne zaostrilo. Nekdo bi lahko preprosto znorel ali se zlomil. Samo dejstvo, da je tukaj javna oseba. Nihče ni imun na takšno vedenje. In veste, ja, morali bi biti opozorilni znaki, ampak Kris, ne moremo spreminjati zakona zaradi enega primera. Zakon, v tem primeru, to je zakon v vseh primerih. Morata biti skupaj, morata biti ločena eno leto, preden vam lahko odobrimo ločitev. Mislim, da bi to nihanje lahko vplivalo na delitev premoženja, lahko bi vplivalo na čas, ki ga preživita z otroki. Na žalost, ker sta oba pokojna, nikoli ne bomo izvedeli, kakšno bi lahko bilo njuno življenje. Ampak ja, to je še en znak, da včasih, in želim biti jasen, ima večina zakonodajalcev dobre namene. In ko določijo čakalno dobo, pogosto obstajajo izjeme. Če gre za družinsko nasilje, če gre za nasilje v družini, lahko obdobje skrajšate. Kaj pa, če gre skoraj za nasilje v družini? In vem, da bo moj zakonec nasilen, ko se to zgodi, ampak se še ni zgodilo in tega ne morem dokazati. Ali sem prisiljen ostati in poskušati ostati poročen, dokler se ne zgodi kaj slabega? To je težka situacija. Mislim, da če si odrasel, če lahko sprejmeš odločitev, da se poročiš, bi mogel biti sposoben sprejeti tudi odločitev za ločitev. In imam težavo z zakonodajalci, ki pravijo, da delajo dobro stvar, ko ljudi prisilijo, da ostanejo poročeni eno leto in poskušajo rešiti zakon, preden jim država dovoli ločitev. Veste, nimamo enoletnega čakalnega obdobja, da bi se poročili. Morda bi mogla biti to rešitev. Morali bi hoditi eno leto in se dobro spoznati, preden se na hitro poročite. Morda bi bila to boljša rešitev. Ampak veste, to je težko. Ni ene rešitve za vse. Ni pravega odgovora. Ampak to je nekako nerodna zadeva, ki me osebno nekoliko moti. Ne, in to je dobra točka, ker mislim, da na prvi pogled razumeš dober namen za tem, kot naprimer nočeš, da bi ljudje, ki se spričkajo in so jezni, kar stekli na sodišče in se potem nenadoma ločili, kar potem postane prava zmeda. Ampak zdi se, glede na to, kar vemo o tem, kar je bilo domnevano v tej situaciji, da sta živela v istem domu. In potem imaš ta dan. In vem, da se kar naprej vračam na isto točko. Približno v času, ko policija pravi, da mu je bila vročena ločitvena dokumentacija, naj bi ponoči spala v istem domu. In to vodi do tega spora. Ne vemo, ali je zakonito posedoval strelno orožje. Ne, da bi to posebej vplivalo. Ampak ko dodaš strelno orožje v situacijo, to ne naredi stvari nič bolj varnih. In gre za to, da je, mislim, tudi zunaj zvezne države Virginije, na dan, ko so vloženi dokumenti, sem prepričan, da si bil že kdaj tam. To je čustveno. Kako potem to izpeljejo? In potem sodišče samo reče, v redu, vidimo se na vašem naslednjem naroku. No, najprej večina Američanov, polovica vseh, ki vložijo zahtevo za ločitev, sploh ne poišče pravnega nasveta. Googlajo ali raziskujejo in nimajo odvetnikov. Dal bom nekaj brezplačnih pravnih nasvetov, za katere mislim, da so zelo dragoceni.
In ne velja vse za vsakogar, ampak če boste svojemu zakoncu vročili ločitvene papirje ali katerokoli tožbo, razmislite, kje boste lahko na varnem v neposrednem obdobju potem. Prvih nekaj minut, prvih nekaj ur, prvih nekaj dni, nič ni nezakonitega, če rečete, da boste nekaj dni zunaj mesta, da se boste odselili ali da greste v hotel. Dokler druga oseba ne predela, kaj se dogaja. In se ne more vrniti k razumnemu načinu soočanja s tem. Samo veste, če s tem, da to razširimo, rešimo eno življenje, odlično, dajmo to razširiti. Ampak ja, popolnoma prav imate, Kris. Ko ti vročijo dokumente, čeprav bi to moral pričakovati, morda zato, ker veš, da je tvoj zakon slab, ali pa ti je zakonec povedal, da bo to storil. Še vedno te nič ne more pripraviti na to, da to vidiš črno na belem. Tvoj zakonec noče več biti s tabo in želi ločitev, želi, da plačaš denar in želi skrbništvo nad tvojimi otroki. Mislim, to je res kruta stvar in krut dan za kogarkoli. Najbolj trdna, stabilna oseba, namestnik guvernerja, nekdanji namestnik guvernerja, ki se je znal v javnosti obvladati, tudi zanje je to kruta resničnost, s katero se mora soočati. Poklicno je bil odvetnik in opazil sem, da je v ločitvenih dokumentih zastopal samega sebe. Ona je imela odvetniško pisarno. On je zastopal samega sebe. Mislim, jasno je. Verjamem, da je bil v zasebni praksi, odkar je zapustil javno funkcijo. Mislim, to je bil nekdo, ki je bil prava vzhajajoča zvezda v politiki. 4 leta v mnogih pogledih druga najmočnejša oseba v vladi Virginije. Ampak hkrati, če vključiš čustveni del, tudi nekdo, ki je izjemno spreten odvetnik, in vem, kot odvetnik za ločitve bi verjetno rad videl, da ljudje najamejo odvetnike za ločitve, sem prepričan. Ampak hkrati, veš, ona ima to odvetniško pisarno, ki jo zastopa. On pa gre skozi vse to in je tisti, proti kateremu poteka ločitev. Veš, ona se je ločila od njega. Kako to potem poteka? Predvidevam, da je za ljudi čustveno vprašanje, ali je dobra ideja, da se zastopajo sami, čeprav verjetno prihranijo veliko denarja. Slišal se bo kot reklama za mojo knjigo Ločitev. Prav, to sem rekel. Ampak resnica je, da ne pravim, naj si najamete odvetnike in zapravite $1000. Opravite začetno posvetovanje. Obstajajo odvetniki za ločitve, ki se bodo z vami srečali brezplačno za 1 uro. Pridobite nekaj znanja. Znanje je moč. Ljudje uporabljajo umetno inteligenco in Google, kar je lahko v redu. To je lahko začetek. Malo se pozanimajte. In zakaj ne bi našli dobrega odvetnika za 1-urni posvet, tudi če je treba plačati $200, $500 za 1 uro, ali pa najdite nekoga, ki bo to naredil brezplačno. Potem boste vsaj vedeli, kaj vam manjka, če nimate odvetnika zraven, ker veliko odvetnikov, ki sicer ne delajo na področju ločitev, se s tem občasno ukvarjajo in mislijo, da to zmorejo. Ampak to ni samo pravo. Mislim, v tem primeru vidimo bolj jasno, kot v skoraj kateremkoli drugem primeru, da gre za pravo človeško naravo, čustva, zdravo pamet in praktičnost. In odvetniki za ločitve, ki so to doživeli posredno znova in znova, opazijo nekatere skupne točke. In morda, samo morda, bi jih odvetnik za ločitve znal malo bolje pripraviti, jim pomagati in jih usmeriti k terapiji. Kdo ve? Ampak ja, se strinjam. Ni dobra ideja, da greš naprej brez odvetnika, če pa si ga ne moš privoščiti, potem narediš kar lahko. Ampak udeleži se sestanka, dogovori se za sestanek, pridobi znanje. Toliko odvetnikov je tam zunaj, da je težko reči, no, nisem mogel najti nikogar za sestanek. Ja, če se zastopaš sam, veš, obstaja stari pregovor, ne, Kris? Ko se zastopaš sam, imaš norca za stranko. To je dober pregovor, ja. In mislim, da to vidimo v toliko primerih. In si tudi predstavljam, če greš skozi vse te različne postopke naprej in nazaj, kot oseba, ki je vpletena v primer, je prisotna določena mera čustev, medtem ko imaš z odvetnikom skoraj nekakšen filter, kjer lahko razmišlja bolj trezno. Ne vem, koliko je to vplivalo na vse skupaj. Mislim, seveda, danes je to res grozljiva zgodba, veš, samo zaradi tega. Pomisliš tudi na družino, na otroke, človek. Težko je. Imaš prav. Imeti odvetnika je kot sistem nadzora in ravnotežja. Poglej, to je delno razlog, zakaj imamo toliko odvetnikov. V naši odvetniški pisarni za ločitve jih imamo 20. Tako da če, veš, slišim nekaj od nekoga in želim najprej reagirati in reči, ja, to je grozno, se ustarim, zadiham, se pogovorim s sodelavcem in rečem, kakšen nasvet naj dam. Veš, če to delaš sam, nimaš nikogar, da bi se posvetoval z njim. A če je to tvoj družinski član, mislim, tvoji starši bojo rekli, sin, pazi nase, potrebuješ nekoga objektivnega, da reče, ustav se. Čez 5 let boš pogledal nazaj in si mislil, ali sem to pravilno rešil. Zato si je treba vzeti čas za razmislek. In če si ne moreš privoščiti odvetnika, pojdi k osebi, ki najbolj zaupaš, k najbolj potrpežljivi osebi, veš, ne k tistemu vroče krnežu, ampak k nekomu, ki je potrpežljiv. Tvoj duhovnik, tvoj rabin, tvoj imam, kdorkoli že je,
ki ti lahko da trenutek, da zadihaš in ugotoviš, kaj je dolgoročno najboljše, to je težka situacija. In to je težko. Na voljo je pomoč. Izkoristijo. Ja, res dober poudarek na dan, ko se bo veliko ljudi osredotočalo na vprašanje ločitve zaradi tega, kar se je zgodilo tik zunaj Washingtona, D.C. Randy Kessler, odvetnik za družinsko pravo. Vedno je super, da si z nami in prineseš nekaj konteksta tukaj na Law and Crime. Hvala, da ste me povabili, Chris. To bo vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Prav tako nas lahko spremljate na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.